Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole odpiramo vrata v Sorino radijsko klepetalnico. Danes malce kasneje kot ponavadi, ampak zelo, zelo dobrim razlogom. Gost današnje radijske klepetalnice na stežaj je namreč Žarko Trušnovec, psiholog in magister medicinskih znanosti, pa tudi alpinist in gorski reševalec, ki ima v svojem življenjepisu zabeleženih več kot 300 alpinističnih vzponov doma in po svetu, ter blizu 1000 akcij, v katerih je sodeloval kot reševalec. Eno dodatno je vpisal tudi danes zjutraj na poti na tale pogovor. Žarko Trušnovec, najprej dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako ste, zdaj ko ste varno prispeli, pa vmes še malce podelali na poti? Ja, dober dan, v redu. Ja, tole vaše jutro se je začelo precej adrenalinsko, ne? Z prometno nesrečo pravzaprav na dolini. Vse zdaj varno odpravljeno, ponesrečenci oskrbljeni? Ja, ponesrečenc je v prometu, pravzaprav je bil peš, kaj več ne vemo, ne. Prišla je zdravstvo pa policija, tako da vse pod kontrolo. Ja, pravi človek na pravem mestu, v pravem času. No, midva pa bova zdajle govorila predvsem o vas in vašem delu. Ko sem prebirala o vas in vašem življenju, mi je bilo zelo zanimivo, ko izpostavljate, kako pomembno je pravzaprav v življenju vprašanje, kako si. Pa si ga znamo ljudje zastaviti, pa ob tem prisluhniti tudi odgovoru, ker ne nazadnje je odgovor na vprašanje, kako si, še kako zelo pomemben, kaj ne? Ja, mogoče na ta prvo, tega je čist premalo. Ne? Jaz, kadar delam z ljudmi, ki so v firmah in tako naprej, jih vprašam, recimo, kdaj jih je šef na zadnje vprašal, kako so, ko so prišli v službo. In večino se čudijo, če to sploh še obstaja. Ampak gre pa za pomembno vprašanje, ne? Ker na podlagi odgovora, ki ga poslušamo in pravzaprav moramo slišati, ne? Lahko razberemo marsikaj v življenju. Ja, sploh če dela z ljudmi, je to pomembno, ne? Ker ni vseeno, kako smo med sabo, ne sploh, če si v kakšnih takih organizacijah, kot so recimo reševalske ali pa tiste, ki delajo z otroci ali pa starostniki. V bistvu pri vsem delu z ljudmi je to še toliko bolj pomembno. In vi pravzaprav celo življenje že delate z ljudmi, pa bova začela morda kar z vašim osnovnim poklicem. Ne ste psiholog, zdajle se začenjajo šolske počitnice, eno tako težko pričakovano in veselo obdobje, ampak verjamem, da tudi zelo pomembno, tako za otroke kot tudi starše. Kaj pravzaprav počitnice pomenijo? Kako pomembne so po tisti psihološki plati in kako je prav, da jih otroci in mladostniki, pa ne nazadnje tudi njihove družine preživijo? Ja, počitnice naj bi bile odklop od tega rednega rutinskega dela. Najbolj pomembno bi pa bilo, da jih preživijo čim bolj aktivno, ker za otroke, za mlade je pomembno, da imajo možnost dobiti čim več lepih doživetij, ne. To je pa danes že kar problem, ker se večina časa porablja na drugačen način. Za razliko od nekoč, tudi za razliko od vašega otroštva v hribih tam pod Oblakovim vrhom, kjer ste raziskovali svet in začenjali prve korake, ampak zanimivo, ne pa v hribovski svet. Ta vas je pritegnil oziroma potegnil šele kasneje. No, v tistem okolju, to je tak majhen zaselek, 4-5 hiš, kjer smo večino tega kmečkega dela opravljali skupaj, ni bilo pa časa za karkoli drugega, ne, tako da jaz sem začel čisto zares v hribe hoditi šele v srednji šoli, ko sem šel od doma. Ja, ampak takrat so vas pa potem očarali in pritegnili do te mere, da so postali vaša, lahko rečeva, kar strast in vaše poslanstvo pravzaprav na nek način. Ma ja, takrat sem bral take stvari, kot je Avčina, pa Zadnji problemi Alp, pa tako naprej, ne, in najprej pravzaprav knjige, pol pa še do zaresnih hribi. Ja, začelo se je verjetno, tako kot pri vseh, na počasi, pa z nižjimi vršaci, potem pa vas je potegnil tudi alpinizem. Zato pa imajo nekaj zaslug Gorenci, a to drži?
Drži. V Kranju ste bili namreč kot Primorc oziroma Tolminc upisani v alpinistični odsek. Ja, pravzaprav je bil glavni razlog v tem, da sem imel na psihologiji sošolca Petra Markiča iz Kranja in ko so se tako enkrat pogovarjali, kje sem bil, je ugotovil, da plezam že kar take resne smeri pravzaprav in rekel, pa si ti bil v kakšni alpinistični šoli. In ko sem mu povedal, da ne, me je pol prepričal, da sem prišel v alpinistični odsek Kranj. Je rekel, da bi bilo fajn, ne? Če bi nabrali nekaj konkretnega znanja, če hočete v takih stenah preživeti. Tudi za preživetje je to zelo pomembno. In takrat se je zgodila ta alpinistična ljubezen, znanje ste nabirali tudi z zdaj poznanima zakoncema Štremfelj, s Tomom Česnom, Nejcem Zaplotnikom, in leta 1979 prisostvovali prvi odpravi na Alpa Majo z Marijo Štremfelj, če se ne motim. Tudi takrat. Takrat še ni bila Štremfelj, ker na tisti dan, ko smo šli mi na pot, sta Nejc in Andrej prišla na vrh Everesta, 13. maj 1979. Everest je bil velika stvar in 4 Kranjčani so šli na to odpravo, zato se je pa spraznilo nekaj mest za tiste, ki nismo bili v špici za odpravo na Alpa Majo. Tako, ampak ste bili potem del nje. Kako se spominjate te prve večje odprave? Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli, a to drži? Ma drži, predvsem smo bili vsi zelo mladi. Jaz pa vodja smo imela 23 let, Tomo je še mlajši, Dohtarja, ki je imel 53 let, smo gledali kot 9. čudo. Kako si sploh še lahko živ pri teh letih. Tako da ja, je bilo kar po en stran eno taka prvinska izkušnja, ker takrat ni bilo informacij, ni bilo interneta. Če si hotel telefonirati domov, si moral na pošto in naročiti pogovor in čakati uro ali pa tudi 2, da so dobili zvezo pa tako naprej. Ne? No, potem pa se je pravzaprav začelo zares. Zdaj v vašem življenjepisu je zabeleženih več kot 300 alpinističnih odprav. Kje vse ste pravzaprav hodili? Takole, moj alpinistična doba se je končala kar hitro, zato ker sem imel eno hudo poškodbo ramena, tako da tam do 95. leta sem plezal, kasneje pa zelo malo. Največkrat sem bil v Peruju, v Južni Ameriki. Tista prva odprava je bila začetek in ugotovil sem, da se da pravzaprav zelo poceni tudi in učinkovito spela take odprave, tako da so me pol vabili tudi drugi. Tako da sem bil v enih 6 odpravah v Peruju, po Boliviji, v Argentini, v glavnem Južna Amerika. Več kot 20 prvenstvenih vzponov ste opravili. Ja, Andi so bili takrat še pravzaprav precej neodkrito področje, tako da to ni bilo. Tako težko ali tako zahtevno? Mislim, ni bilo težko dobiti idej za kakšno novo smer. No ja, za ljudi, ki se s tem ukvarjajo, verjetno res ne. No, potem pa ste se pridružili tudi reševalcem. Leta 1981, če se ne motim, ste postali tudi gorski reševalec. Kaj pa vas je potem vleklo med prostovoljce, med tiste, ki pomagajo, ki rešujejo? Ja, že, kako bi rekel, po en stran sem že v gimnaziji na koncu v zadnjem letniku postal krvodajalec. In to smo bili vsi na pobudo razrednika. On je prišel v šolo, povedal, da gre na krvodajalsko in vprašal, kdo z njim. In smo šli. Potem sem pa tudi doživel par nesreč v hribih, ker smo pomagali in zraven so prišli takrat tudi gorski reševalci, tudi Kranjčani v prvem primeru. Ko sem se pa vrnil v Tolmin, so pa na postaji že kar čakali tiste, ki smo med študijem postali alpinisti in nas pol vključili v gorsko reševalno službo, ja. Takrat je zadeva izgledala precej drugače kot danes, ne? Precej manj je bilo intervencij o hribih in gorah tiste dni. Ja, če je bilo na leto 4-5 intervencij, je bilo tako običajno leto, ne. Tako da mi smo, če imam nekaj statistiko, za prvih 100 intervencij je bilo potrebno 40 let. Kasneje smo pa imeli 100 intervencij v enem letu in
tam okoli 80 je tudi zdaj še statistika. Ja, zdaj ste jih kar pripisali nekaj, glede na to, da jih imate že blizu 1000, ne? Plus ena včeraj, plus ena danes, tako da se kar nabirajo, ne? Se nabirajo, ja. Tudi najine besede se bodo v nadaljevanju še nabirale, zdaj pa si privoščiva kratek glasbeni predah. Še en Primorec prihaja na naše valove. Rudi Bučar. Delo. Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejijo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni pa še raje blefirajo. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Kakšni so takšni, ki besedo svojo dajo, tovariško molčijo in nikogar ne izdajo. Kakšni so takšni, ki v svet bi razprodali, kakšni bi ga svojim srcem varovali. Ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. So takšni, ki verjamele, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni, ki gremo v oštarijo. Ta svet še zmeraj se vrti in menja svoje smeri. Ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Na stežaj danes odpiramo vrata v svet Žarka Trušnovca, psihologa, alpinista in gorskega reševalca, po novem tudi častnega občana občine Tolmin, ki svojim občutkom za sočloveka in psihološkim znanjem sodi med tiste strokovnjake, ki jih z veseljem pokličejo na pomoč prav vsi, tudi na vrhu države. O vsem tem bova govorila v nadaljevanju, začela pa bova s prostovoljstvom. To je dan današnji tisto, ki nas pravzaprav lahko rečemo kar gor drži. Tudi sami imate zanimiv izraz za prostovoljno delo. Pravite mu kar imunski sistem družbe.
Ja, to ni moja, to je že doktor Ramovš razlagal. Brez prostovoljstva bi zelo težko organizirati življenje na tak način, kot je zdaj. Predvsem, če pomislite na gasilce, ki so glavna reševalska organizacija in imajo več kot 100,000 članov in so praktično zmeri povsod in zmeri se lahko zanesemo na njih. Pa še te druge, bolj specialistične službe, brez katerih bi življenje res teklo zelo počas. Te službe ne morejo zamenjati inštitucij. Lahko pa zelo dolgo skrbijo, da stvari ne grejo preveč narobe. Tako, in pomagajo takrat, ko ljudje najbolj potrebujemo pomoč. Sami ste že več kot 40 let reševalec. Kako se je spreminjalo delo reševalcev, ne samo po številu intervencij, ne, tudi po sami zahtevnosti, tudi po samih klicih na pomoč? Ja, prva stvar je ta, danes imamo vsi mobilne telefone in ljudje kličejo od vse povsod, ob vseh urah. Spremenila se je tudi, tile novi športi so prišli, od padalstva, zmajarstva, kolesarskih spustov in tako naprej, in se je veliko teh aktivnosti preselilo tudi v Sredogorje, ne samo v hribe. Za našo postajo lahko rečem, da je teh gorniških intervencij že manj kot tretjina. Ostalo je pa vse ta drugo. In pri tem seveda vedno hitite na pomoč, ob samem klicu na intervencijo se zabeleži marsikakšna zanimiva zgodba, ne, čeprav v gore odhajate opremljeni do zob, da lahko pomagate, pa na intervencijo hitite tako v telepih, zahmašnih čevljih, kot tudi v kroksih in ostalih zadevah. No ja, tudi to se je zgodilo včasih, če je bilo zadosti blizu Tolmina, tudi par posnetkov je o temu. Drugač pa ja, oprema je zdaj bistveno boljša, enostavnejša, lažja, tako da glede tega se ni za pritoževati. Kako zahteven izziv pa je odprava na eno tako reševalno akcijo? Ne, vemo, velikokrat je v igri človeško življenje, poškodbe so, treba je biti hiter, učinkovit, pravilno presoditi. Kakšen izziv je pravzaprav odhod na eno tako akcijo? Stvar je zmeri malo adrenalinska, vsaj na začetku. Ne. Raziskave so pokazali, da je najvišji puls pri reševalcih ob ta prvem klicu. Kasneje je največ tako visoko. Zdaj z izkušnjami si pač pridobiš to, da malo znaš organizirati, kdo bo šel v prvi skupini, kdo v drugi. Velikrat je pa največji problem to, da sploh ugotoviš točne informacije, lokacijo ponesrečenca, kaj se je zgodilo, pol pa aktiviranje helikopterja, zdravstva in tako naprej. Kako zahtevno je posredovanje v tistih najtežjih primerih? Sami ste kot reševalec sodelovali pri marsikakšni akciji, pa vendarle, kako je, kako težko je, kako zahtevno? Dobro, zdaj, če smo v gorskem svetu, je treba na prvem mestu pač računati na varnost. Organizacija intervencije je bistvena, da ne bi ogrozili še sebe, s tem pa tudi ponesrečenca. Drugače pa se pravim, z izkušnjami se to da precej dobro pokriti, da poteka čim bolj učinkovito pa varno. Tako, zdaj sami ste sodelovali pri približno 1000 reševalnih akcijah. Verjetno vam je kakšna ostala posebej v spominu, kakšna težka, pa tudi kakšna taka z lepim, srečnim koncem, ki se ga še vedno radi spominjate? Ja, obojih je zadost. So bile intervencije, ki so se končale tragično, čeprav je na začetku zgledalo, da je nič posebenega, pa tudi ta druge, ko smo mislili, da je že vse brezupno, pa smo ponesrečenca našli živega pa zdravega. In je potem tisti občutek, ko pridete vsi skupaj varno v dolino, ne, pa ko potem pride ponesrečenec tudi nazaj povedati, da zdaj je pa okej in da hvala vam, ker ste mu do tega pomagali, verjetno en tak prav poseben občutek, posebna zgodba. To je pravzaprav ena taka krona vsega, ko greš po cesti, pa te nekdo pozdrav, pa ko se peleš mimo neke hiše, pogotoviš, da dela na vrtu, pa imaš nekako občutek, malo zaslug, imam tudi jaz. No, vi si lahko pripišete kar nekaj zaslug za takšne tudi lepe zgodbe.
2 desetletji približno ste bili načelnik Gorske reševalne službe Tolmin, ki velja za eno najbolj obremenjenih na področju gorskega reševanja. A je bil to izziv prevzet, glede na to, da ste bili najprej imenovani za namestnika, potem pa ste kar naenkrat iz zlate rezerve postali glavni vodja? Ja, je kar bil izziv. Enkrat kasneje sem napisal, da če bi vedel, kaj te čaka, verjetno ne bi prevzel. Bil sem namestnik, Janko pokojni je šel v 70. leta in je rekel, zdaj imam pa jaz dost, namestnika imam in pol je to trajalo, 19 let. 19 let na čelu Gorske reševalne službe Tolmin. V vmesnem času pa ste seveda skrbeli tudi za psihološko pomoč pripadnikov civilne zaščite, tudi gorskih reševalcev. Kako pomembno je, da po zaključeni reševalni akciji celotno zgodbo tudi predelate z udeleženci, se o njej pogovorite, verjetno še posebej takrat, kadar se akcija ne konča srečno? Ja, to delo je sigurno stresno, sploh kadar gre za te tragične zadeve. In problem stresa je, da ima tako kumulativno naravo, se pravi, če se tega ne rešuje sprot, lahko to pa začne povzročati tudi posledice. Zdaj, vesel sem, da smo v teh letih uspeli, da je to postalo že kar precej normalno, da se to naredi po intervenciji. Da ni več tabu tema in se reševalcev s takimi izkušnjami traumatičnimi pač ne pušča domov. Da ni več tistega mačističnega pristopa, sej bom že, pa potlačimo potem nekam, pa ko udari premočno. Ja, pa šlo je v več teh različnih smeri. Eno je bilo usposabljanje teh zaupnikov po reševalnih enotah, pa tudi organizacija ekipe za to psihosocialno pomoč na državni ravni, ki se zdaj že kar dosti pogosto tudi kliče. Ob najtežjih primerih seveda še bolj pogosto, čeprav se nekako še vedno zdi, da je smrt tudi v gorah, tudi ob kakšnih takšnih nesrečah nekako še tabu tema. Zakaj? Ja, tako je pač tole življenje. O eni stvari, ki je najbolj normalna, se pač ne pogovarjamo. Jaz sem študiral psihologijo, pa o smrti nismo slišali nič. V 4 letih predavanj. Zlasti je to pomembno pri mladih, pa pri mulariji, kjer jim delamo zelo slabo uslugo, če se o tem ne pogovarjamo. In kako pravzaprav načeti to tematiko? Običajno se vsi tega nekako izogibamo ali pa ne znamo lotiti, čeprav je, kot ste sami rekli, del življenja. Ja, se ravno zato je ta strah čist neupravičen. Očeta so odpeljali v bolnico in bolj otroku ne povejo. Mene sprašujejo čez 3 pa 4 dni, kako ne mu to povejo. Ma se otrok čudi, da očeta ni. Ja, kako je tako, kot se je zgodilo. Peljali so ga v klinični center. Ja, pol bo poprašal, če bo umrl. Je pa normalno, da bo to vprašal. In odgovor mora biti tudi tak realističen. Upajmo, da ne, ampak mogoče pa tudi. Seveda otrok ne bo vesel, ampak bo pa pripravljen. In tudi naprej, otrok bo vprašal toliko, kot razume. Zato je to neupravičen strah to temo začeti. Le pogovarjati se moramo o življenju in tudi o vsem tistem lepem, kar hribi in gore prinašajo. Več o tem pa bova povedala po novicah. Zato, drage poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej. En glas vina mi dej, preko ucт znjerata. Dej no malčk se nasmej, kelnerca moja zlatan, cuj sem ljediknu frej. Ja spet vastu sam sam, kadar štorija konča se. Ni lepo se i priznam, a treba je misliti nase, nje skrtko se ne dam. Ma hodi, hodi, si že ne ideš kaj bujš ga, svijet
Svijet se nebe podrav od jebenčenih ujžgani nobeden še umrl. Ma hodi, an Bog stoj ti ob strani. Preveč rad sem te imel, da bi te rekel ostani, ma da bi vsaj jokat znal. Mrak se nardu je že, ancoj so zvijezde res krasne. Moj ti Bog ma jih je, benček jera uhasne, ko z neba z njo umre. Ano malčk manj luči je ostalo za tabo. Mancuj pije se mincuj, jaz vina bi rabo, da bi mi svetla v temi. Ma hodi, si že najdeš kaj bujžga. Svet se nebe podrav od jabenčenih ujžgani nobeden še umrl. Ma hodi, an Bog stoj ti ob strani. Preveč rad sem te imel, da bi te rekel ostani, ma da bi vsaj jokat znal. To je bilo jutro na Radiu Sora. Dobrodošli v dopodnevu. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Klepetamo danes na valovih Radia Sora z Žarkom Trušnovcem, ki ima bogat nabor znanj in življenjskih izkušenj, pa tudi zanimivih zgodb, ki jih je veselje poslušati. Prej sva že napovedala, da bova se zdaj posvetila tistim bolj veselim, lepim temam, ki nam jih ponujajo naši hribi in gore. Sami ste, lahko rečeva, in tak velik promotor planinskega sveta med mladimi. Zakaj se vam zdi tako zelo pomembno, da mlade navdušimo nad hribi, da jim predstavimo njihovo lepoto narave in jih spravimo ven na svež luft? Ja, če grem čistko, mladostništvo je čas, ko si mora človek nabrati čim več lepih doživeti. In težko kje drugje kot v hribih, v naravi. Druga stvar je pa to, da biti uspešen, recimo v glasbi, bodo zelo redki, v znanosti še bolj redki. Če pa ti hočeš biti samozavesten, pa moraš imeti neke dosežke. Če si pa bil na Jalovcu, na Mangartu, si pa bil in ti to lahko pomaga tudi pri drugih stvarih v življenju, predvsem pri važnih življenjskih odločitvah, ker tega ti noben ne more vzeti. Spraviti otroke na hribe pa ni tak problem. Ja, povejte čarobno formulo, zdajle bodo verjetno številni starši zelo, zelo hvaležni. Čisto enostavno, gremo. A je to v redu ali ne, boš pa razpravljal, ko prideš nazaj. To je to, tista ta prava komanda, ki verjamem, da je prinesla lepe spomine številnim udeležencem vaših taborov. Veliko se jih je nabralo v preteklih letih. Še vedno greste z mladino tudi na kakšen tabor? Ja, še zmeraj, ne toliko kot v prejšnjih časih. Drugače, ja, vseh otrok je bilo pa na tisoče in zdaj, ko hodim po Sloveniji, velikokrat srečam koga, ki se te spomne in opisuje predvsem tista doživetja, ki so bila v hribih, za kar je bilo pa potrebno se res potruditi. Ampak na to so že pozabili. In zdaj ostajajo tisti lepi spomini, pa tista iskrena zahvala. Žarko, hvala, ker ste nas spodbujali, nas vozili ven, nam predstavili klance kot lepe izzive, kot nekaj, kar pravzaprav velja vzeti za svoje. Ja, nedavno nazaj sem doživel, da je oče poklical svojo hčerkico, pa rekel, no vidiš, tale stric je pa kriv, da imam jaz kolajne z svetovnih prvenstev. Ker ko sem tekel v klan, sem jokal,
On je pa vpil na mene, da zmorem. In ste zmogla oba do konca, do krasnih razgledov in seveda potem varno v dolino. Zdajle je pred nami poletje, čas, ko si lahko splaniramo tudi kakšen izlet v hribe, tja gor, kjer je malce hladneje, tja gor, kjer so krasni razgledi, ampak v hribe pa v gore pa treba iti dobro pripravljen, tudi zato, ne, da ni kakšnih nesreč in da nimate reševalci preveč zapletenega dela. Kako se pripraviti na odhod v naravo, na kakšno hribovsko, gorsko turo? Ja, predvsem je tlele postopnost. Najprej lažje vzponi, potem težji prilagoditi svojim sposobnostim, pa ne pretiravati. In pa predvsem hrib bo počakal. Če je slabo vreme, bomo šli drugič. Če se ne počutimo dobro, ni nič narobe, če gremo prej nazaj. Postopnost. Je potrebno spoštovati goro oziroma tudi ne nazadnje lokalne hribčke, ne, tudi ti znajo pokazati svoje zobe. Naravo nasploh. V primerjavi z naravo smo še zmeri zelo mehni, pa zelo nemočni in ena taka ponižnost je tisto, kar nam največ pripomore pri varnosti. Vi naravo znate spoštovati, znate poslušati, znate človeku približati. O tem seveda pripovedujejo tudi številna priznanja, ki ste jih prejeli za svoje delo. Zadnje priznanje je častni občan domače občine. To ima zagotovo kakšno dodatno težo, glede na to, da domač domačemu včasih težko da kakšno posebno priznanje. Ali se motim? Je pri vas na Tolminskem drugače? To bi težko sodil. Ja, je kar presenečenje bilo predvsem ta del za to pedagoško delo, ker tisto, kar sem jaz počel, je bilo tako dost izven uradnega sistema, uradne šole, ne? Tako da je bilo kar presenečenje, da se je kdo na to spomnil. In zagotovo ena taka, lahko rečeva, tudi pika na i vašemu delu, ki pa je bilo nagrajeno in prepoznano tudi na mednarodnem nivoju, kjer stojite z nagrado, ne vem, je reševalski Oskar pravi termin, srebrna plaketa Targa d'Argento, ki ste jo prevzeli za solidarnost v gorah. Tudi Dalaj Lama jo ima, pa papež Janez Pavel II in številni taki svetovno priznani ljudje, med katerimi ste seveda tudi vi, Žarko Trušnovec. Kaj pa vam je to priznanje pomenilo? Tudi podobna reč. Enkrat je načelnik takratne gorske reševalne službe to omenil, potem je nagrado dobila Šerpani, ki je pomagala v Nepalu po potresu, in jaz sem že to odmislil, sem rekel, hvala Bogu, šlo je mimo, ne? Ampak naslednje leto je pa prišlo tole presenečenje. To je v Dolomitih, v Pincolu, kjer so gorski reševalci nekako sklenili, da je treba ljudi, ki pomagajo drugim, nekako nagraditi. Zadeva je imela na začetku zelo tak lokalni značaj, kasneje so pa to širili in zdaj je to ena taka kar priznana mednarodna nagrada, tako da ni bilo enostavno. Ja, ni bilo enostavno in vi ostajate skromni, ne glede na vse statistične podatke, na vse dosežke, s katerimi bi se lahko hvalili. Ste tudi ob tej nagradi rekli, ne, da reševanje pravzaprav je neke vrste ekipni šport. Kako močno zaupanje, močna povezanost pa mora biti doma v reševalni ekipi? Ja, kadar je intervencija zahtevna, nevarna, je dobro, da smo čim bolj povezani in ni treba, da smo lih prijatelji, ampak da se vsaj razumemo in na temu je pa tudi treba kar nekaj delati. In to boste počeli tudi v nadaljevanju, ne glede na to, da že nekaj let uživate status upokojenca, vaši dnevi niso prav zelo mirni, drži? Ja, sploh v tem času ne. Nisem tisti, ki bi hodil na intervencije neposredno ali po prve vrste, ampak ko je poziv na pomoč, grem na postajo, poskušam pomagati, organizirati, pa naredim tisto, kar je pač potrebno ali pa za kar me zadolžijo.
In tega dela verjetno ni in tudi v nadaljevanju ne bo malo. Kako pa si sami potem napolnite baterije, napolnite srce, da lahko uživate v življenju in hkrati zmorete tudi poučevati, predajati svoje znanje naprej in sodelovati pri intervencijah? Predvsem sem fizično kar dosta aktiven, predvsem tek pa kolesarjenje, druženje z dobrimi ljudmi, z vnukinjami pa tako naprej. Tako da dolg čas ni in kot ste obljubili na podelitvi naziva častni občan, še niste rekli zadnje na delovnem področju, ne? Ja, računajte na nas. Mi bomo računali na to, da vaše pomoči ne bomo potrebovali, ampak da vas bomo srečali pa z vami z veseljem poklepetali. Žarko Trušnovec, hvala lepa vam za današnji obisk v studiu, za tale klepet. Vse dobro želim in verjamem, da še kdaj nasvidenje pred našim mikrofonom. Hvala za povabilo. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. Al život pred nama još bitaka skriva i preti nam preti ko duboki vid. Ja znam da nas čeka još 100 ofanziva, jer moramo čuvati mir. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitaka plam i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitaka plam i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu sam spevala stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođena sam posle njih. U nama je sudbina budućih dana i neki se možda i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitaka plam i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitaka plam i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitaka plam i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora.